Pozdravljeni, Jure Gubanc tukaj z vami, podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo, in še vedno seveda imamo veliko materijala za glodati pri vprašanju varnosti v Sloveniji. Tokrat vam bom pokazal zares šokanten posnetek glavnega načelnika policije, ki pravi, da policija je zadnja v vrsti, ki bi lahko rešila probleme z Romi. Pazite to, pa si poglejmo to izjavo. Seveda imamo tudi mi probleme. Tudi kakšen primer, kaj narobe naredimo, tega ne skrivamo. Mi imamo ljudi, nimamo robote. In kadar pač kaj narobe naredimo, se iz tega probamo kaj naučiti, pa popraviti zadeve. Če pa kdo misli, da bo policija reševala romske težave, pa ne bo šlo. Mi smo ta zadnji, ki pridemo na vrsto, da bomo kaj naredili. Veliko pa bi bilo potrebno kaj storiti, da bi se zadeve na terenu spremenile. Hvala lepa. Seveda imamo tudi mi probleme. Ja, kadar pa to pride iz ust glavnega policista v državi, človeka, ki bi moral biti red in avtoriteta te države, potem pa vemo, da so težave bistveno globlje, kot ste si morda mislili, in da je potrebna močna strukturna in kadrovska sprememba v celem državnem aparatu. Namreč, kot davkoplačevalci plačujete nekje med 40 do 50% vsega, kar vi zaslužite državi. To pomeni, da naša država, podobno kot vse zahodne in evropske države, porabi skoraj polovico vsega, kar vi zaslužite, za svoje operativne procese. Torej zato, da dela in razporeja s tem vašim denarjem in financira različne svoje programe, ki jih utemelji kot za vas dobre. Zdaj, ena od osnovnih stvari, ki bi jih država morala delati, je zagotavljati varnost državljanov. Varnost je osnovna naloga države. Ne razporejanje denarja za socialne programe ali pa za bilo kakšne politične investicije, subvencije prijateljem in podobne koruptivne zadeve, pač pa varnost. To, da vi lahko varno živite. Ko glavni načelnik policije prizna, da policija ne bo reševala teh globih težav in tudi odgovorov ne iščite pri policiji, potem veste, da imate težavo. In v tem primeru nimamo druge izbire, kot da se zavedamo sledečega. Voliti moramo in zahtevati od druge politike, torej drugih političnih strank, da nam ponudijo konkretne rešitve za nastalo situacijo preslabe varnosti v naši državi. Namreč večkrat očitno je, da trenutna politična garnitura z ljudmi, ki niso zapriseženi varnosti in niti niso nikoli zagovarjali pristopa varnosti za vse državljane in trdega pristopa, to ne bo šlo. To je kot, da bi pričakovali, da bomo imeli zmagovalno ekipo v košarki z ljudmi, ki so slikarji. Pač niso za te razmere ustvarjeni. In tako je pri trenutni politični garnituri. Ta izjava policije nam da jasno vedeti, torej, da nočejo prevzeti odgovornosti ne policisti in jo prelagajo na seveda sodstvo in pa politiko. In enako boste videli pri mnogih drugih komentatorjih zdaj v tem času, ki komentirajo in bodo rekli, da ni problem v Romih ali kateremkoli drugih etničnih skupinah, problem je v sistemu, v državi. Pazite se ljudi, ki vam bodo govorili, da je problem v sistemu, zato ker namreč sistem ni nič drugega kot izgovor ljudi, da ne najdejo konkretne rešitve, pač pa rečejo, cel sistem je kriv. Ja, sistem je za popraviti, ampak moramo vedeti, kako konkretno se tega lotiti in tudi narediti plan in tudi imeti pogumne ljudi, ki bodo stopili na žulje vsem, ki ustvarjajo nered in nevarnost v naši državi. Kar pomeni, da ne nasedati ljudem, ki bodo rekli, da sej ni nič narobe z samimi Romi, narobe je s sistemom. Ja, s sistemom je narobe, ampak ne bodo povedali, da je narobe to, da sistem ni uveljavljal zakonov in varnosti in prekrškov in kaznovanja enako za vse državljane in za vse živeče na tem našem teritoriju Slovenije. Določeni ljudje, kot sem jaz, kot ste vi, bodo lahko kaznovani se strani policije za minimalne prekrške in za bizarne zadeve,
medtem ko določeni ljudje lahko streljajo s puškami, preprodajajo droge, pobijajo se, pretepajo in dobivajo bodisi minimalne kazni ali pa sploh niti to ne. To pomeni, da potrebujemo spremembo v sistemu, če tako rečem, ampak jasno politiko in politike, ki bodo predvsem izžarevali eno: pogum. Pogum in pa koherentno, jasno izrečeno idejo, politično idejo in načrt, kako zagotoviti varnost v naši državi. Takšne politike potrebujemo. Hvala in pričakujem vaše komentarje za rešitve. Kaj točno se mora spremeniti in kakšni ljudje bi to lahko dosegli.